gospodarskega sektorja, da tako rečem, bi se preselil v zdravstveni sektor. Prebral vam bi sporočilo gospoda Marka Noča, ki se tudi prvičuje, ki je tudi prvič v tem zborniku, v prejšnjem zborniku ni sodeloval je pa na povabilo Franeta Adama. V svojem pismu, v kratkem pismu, po e-pošti sporoča naslednje. Slovensko zdravstvo je sistem, ki potrebuje poštene, pokončne, strokovne in neskorumpirane izvajalce, zdravnike. Mislim, da se je sramežljivo pričel proces normalizacije slovenskega zdravstvenega prostora, ki smo ga sprožili z zgodbo o preplačanih žilnih opornicah, pot do končnega cilja pa je še dolga in polna čeri. Tukaj računam na generacije mladih zdravnikov, ki prihajajo in bodo, saj upam, podobne procese sprožili tudi na drugih področjih medicine. Naj si zapomnijo, da dobra stroka in korupcija ne morata iti z roko v roki. Dodatno zdravilo za normalizacijo razmerjev tudi v tem, da se za javni denar enakovredno tekujejo javni zavodi in zasebniki. Pri tem naj ne odloči le kvaliteta in cena storitve. Potrebno je zaustaviti načrtno prelivanje denarja v javne zavode, kjer s pomočjo javnih razpisov, ki v trenutni obliki niso nič drugega kot legalizirana kraja javnega denarja, velike količine denarja tečejo dobaviteljsko-zdravniške lobije in ne bolnikom. Gre za naš denar, ki ga zberemo z davki in je namenjen le bolnim. To je kratko pismo gospoda Noča. Andrej Možina, ki je tudi sodeloval v prvem zborniku, je pa poslal precej dolg tekst, ki ga je pravzaprav zelo težko ali pa skoraj da nemogoče povzeti. Tako da bi morda samo en del poskušal predstaviti. Namreč on, glede na to, da je uvod zelo soroden s tekstom gospoda Noča, ta tekst, ki pa ga je poslal, je pa na nek način nastal v soglasju vseh zdravniških organizacij Slovenije. Se pravi, da zdravniške organizacije ne delujejo, kako bi rekel, druga proti drugi, ampak se zavedajo, da je potrebno sodelovati. Prvič, konsenzus konferenca vseh ključnih deležnikov slovenskega zdravstva in celotnega spektra slovenske politike. Drugič, potrebno, glede čakalnih dob, čakalne dobe so ta čas prioriteta. Samo z novimi finančnimi viri jih ne bomo odpravili ob zaskrbljujočem dejstvu, da novih virov niti ni na vidiku. Tretjič, sprememba zakona o javnih zavodih. Samo kot neposredno se vpliva na delovanje 100 javnih zdravstvenih zavodov in največji del zaposlenih v zdravstvu. Z njo se odpravi slabo poslovno prakso in korupcijo, ker krepi se poslovna avtonomija in odgovornost vseh. Četrti predlog, zaposleni v zdravstvu naj se vzamejo iz obstoječega plačnega sistema. Peti predlog, Agencija za standarde, normative, kakovosti in vrednotenje zdravstvenih storitev ne bi bila spodbuda, spodbudno usmeritev nove vlade, vendar glede na velik zaostanek je vprašanje, kako se bo to sploh lahko uredilo oziroma uresničilo. Določitev kataloga zdravstvenih pravic obveznega socialnega zavarovanja in drugih zavarovanj. Očitno to, kar je osnovno, še vedno nimamo. Sedmič, novi in razpršeni viri zdravstvenih sredstev. Osmič, ureditev javne zdravstvene službe in ne javnega zdravstva. Ločevanje, to, kar ste že drugi omenjali, na zasebne in javno. Eno je javna služba, ki je storitev in ki jo lahko izvaja tako javna ali pa zasebna organizacija. Vloga najvišjih strokovnih organov pri delovanju zdravstvenega Slovenija. Očitno še vedno problem, kako bodo najvišji organi med sabo sodelovali in pravzaprav vedeli, kaj hočejo. To so na kratko predstavitve zdravstvenega sektorja, ki pravzaprav
če povzamem pogovore, ki smo jih imeli z gospodom Možino, ki na leto potrebuje oziroma zapravi za nas, naj bi za nas, cirka 3,5 milijarde evrov. Če to tu nekje je tak. Vse skupaj. Ja. Še milijardo še. Ja. No in tukaj pride pravzaprav do največjega problema. Nihče ne ve, vendar je afera dobaviteljev teh žilnih opornic dokazala, da grejo ti zneski za korupcijo, za nekontrolirano nenadzorovano, da tako rečem, zapravljanje javnih sredstev, praktično govorijo o 20-40% ali pa še celo več. Če teh 3,5 milijarde evrov odzamemo samo 20%, dobimo znesek 700 milijonov. 700 milijonov je pa jih zdravstvo ali nujno potrebuje, zato da lahko zadosti tem kriterijem, oziroma mislim, da je to naš proračunski minus. Ja, strukturni. Zdaj, gospod Zupan, lahko zdaj vas prosim.